Ni enostavno. Matjaž, hvala lepa, dobrodošel. Hvala. Poleg knjig in teh strokovnih člankov kolega Mastnak objavlja tudi v Nedelu, redno, sigurno pač to berete, spremljate, kolumne, zelo mejiš, bomo rekli, na področje literarnega ustvarjanja, ne več toliko stroke. Jaz sem nekaj člankov za nazaj pregledal, začel si mogoče bolj iz strokovnega vidika, opisovanje rastlin, kakšne so, list, steblo, cvet, kot pač poznamo. Zdaj, saj zadnja kolumna iz Nedela meji že zelo na eno tako pesniško, ali kako ne rečem, leposlovno izražanje. Jaz bi to komentiral tako, da znanost nima moči nagovarjati ljudi, ker znanost je pač po svojem načinu delovanja pusta, ne rečem dolgočasna na tiste, ki to delajo, ampak kdor pa ni v tem področju doma, si pa v glavnem z temi izdelki z znanosti, to so pa znanstveni članki, načeloma nima kaj pomagati. In če želiš pravzaprav v ljudeh določeno znanje razširiti, kar tudi s temi svojimi poljudnimi izjavami delam, jih je treba nagovoriti po čustveni plati, ker ljudje nismo racionalna bitja oziroma postajamo razumski šele takrat, ko nimamo nobene druge možnosti. In prav iz tega razloga sem pač tudi malo sledil na odzive tega, kar sem v zadnjih 20 letih delal in načeloma ljudje rajše berejo nekaj, kar jih nagovori, bom rekel, ne z podatki, ampak z nečim, kar te podatke povezuje. Se pravi, da je stvar tudi, da ima nek notranji log, neko koherenco sam članek, predvsem pa, da ima to stike z njihovim življenjem. Skratka, da ne pišem kar tako nekaj, ampak če se da o nečem, kar ljudem nekaj pomeni, ker so že nekaj tega izkusili. To je res. Jaz sem nekaj podatkov o tebi na začetku povedal poslušalcem, pa mogoče vprašam še tebe, kdo pravzaprav je Matjaž Mastnak? Tukaj pa naš. No, jaz bi rekel, da gotovo sem človek za veliko interes in je potem tudi rezultat takšen, da nisem strogo fokusiran na eno samo stvar, ampak me malo, bom rekel, tudi ta radovednost nosi iz enega področja na drugega in skušam pač tudi to nekako smisliti na način, da stvari združujem. Predvsem mislim, da je v šolanju, vse naravoslovje je podano, mislim, da s osnovno in srednjo šolo, absurdno pusto. In pravzaprav, če gledam jaz svoje gimnazice, ki jih doma vidim, kako se koljejo z biologijo, pravzaprav vidim, da ta znanstveni pristop ne nagovarja. Po konec koncev biologija je tisto, kar moramo razumeti, če hočemo razumeti družbo in politiko, konec koncev. Hočem reči, mislim, da je to izrivanje nekega naravoslovnega znanja za ljudi in za njihovo samostojno razmišljanje zelo slabo. Tako da bi pač želel tudi s temi svojimi prispevki malo več povedati o tem, da imajo tudi rastline svoje življenje, da ima narava svojo logiko in da je včasih dobro stopiti 2 koraka nazaj in probati tudi kaj razumeti. Ker je v bistvu zelo dobrodošlo, če jaz pač iz svojega vidika poklicnega življenja pač rečem, tako kot smo že pač prej govorili, glavnina ljudi se pri nas ukvarja s pridelavo zelenjave ali kvečjemu sadja. To pač deloma izhaja iz naše, bomo rekli, socialistične ali pa pač polpretekle zgodovine, kjer se o okrasnih rastlinah, o okrasnem vrtnarstvu ni prav nekaj zelo veliko govorilo. Veljalo je pač to za meščansko oziroma za nek višji sloj, v letih socializma govorimo o delavstvu in tukaj v bistvu ti s svojim delom in pa s pojavnostjo arboretuma, kjer si zaposlen, se je v zadnjih 20 letih na področju hortikulture naredil kar zelo velik premik naprej. O poznavanju, o rabi rastlin, o dejansko poznavanju okolja, v katerem živimo. Ja, jaz sem pravzaprav zašel v vrtnarstvo bolj kot ne po naključju in sem tudi pravzaprav kot zaposleni v arboretumu, bil sem se dvakrat tudi nekje drugje še v službah, pač videl ta razvoj pravzaprav nekega ustvarjanja arboretuma kot blagovne znamke.
ta novo reke me sicer tuje, ampak dejansko vidim, da ljudje so na to, bom rekel, na to finto padli in ima pravzaprav danes arboretum v zelo širokem delu Slovencev svoje ime, svoj ugled, ne, in skozi to ima tudi moč pravzaprav kakšno reči za to našo vrtnarsko stvar, ne. Zdaj, tebi bi v bistvu nečem popravil, ne, torej problem vrtnarstva, okrasnega vrtnarstva je v bogatih ljudeh, ne. Mi smo že imeli okrasne vrtnare, ki pa niso govorili slovensko, ne. Torej, mi imeli smo meščanstvo, ki je govorilo nemško pretežno, ne, in ko smo tisto etično čiščenje leta 18 opravili, so naravno ostala mesta prazna, ne, in zlasti Maribor, ki je bil včasih izjemno, bom rekel, urejeno mesto in kar se tiče dreves najbogatejše v Sloveniji, je pravzaprav zamenjal svojo sestavo, ne. Tako da je pravzaprav tukaj nesrečen naključje te nacionalne nestrpnosti, ne, ki jo Slovenci zelo dobro izpričujemo, potem pa še revolucije, ki je preostanek torej, tega slovenskega meščanstva sledil po glavi in smo pravzaprav ostali zelenjavaj. In zelenjava je pač tisto, kjer se tudi denar obrne in tudi sadje isto, kjer se denar obrne. In ker je vrtnarstvo, torej v okolju, kjer ti nimaš meščanstva, predvsem tisto, kar prodaš materialno, smo pač ostali na tem predelovalnem nivoju, ne. In jaz se pač lahko rečem, da ko imam tudi stika z ljudmi, ki iščejo svoje torej poklicno prihodnost v vrtnarstvu, pač vidim, da blešečih prihodnosti nimajo, ne. Lahko si pridelujejo zelenjavo ali se usmerijo v sadjarstvo, ampak na področju tega okrasnega vrtnarstva ali krajinskega vrtnarstva, kot se mu z drugo besedo reče, jih čaka zelo veliko dela za razmeroma malo denarja. To je pač storitev, ki zahteva pravzaprav zelo težaško delo v tisti sezoni, ki je kakorkoli obrneš pol leta, ne, in pravzaprav veliko znajdenosti, da lahko od tega preživiš, ne. In to pa seveda zato, ker so Slovenci kljub vsemu še po podplatih blatni in vsak misli, da kar se pa zemlje tiče, pa zna narediti sam, ne. Kljub temu, da je bil že urejeno mesto in da so že njegovi starši šli z 16 leti od doma, ne. In potem se pač tudi vidi na vratovih to, da je pravzaprav tisti najbolj značilno geslo v Sloveniji je diletantizem. Vsak se je vedno prepričan, da to zna, ne. In tudi na vratovih so to seveda očitno. Strinjam se. Matjaž, zaposlen si v Arboretumu od leta 2000. Kakšen razvoj čutiš ti oziroma dejansko Arboretum poganja en ta razvoj stroke? Kako do zdaj, 15 let kasneje, 16 let kasneje, vidiš razvoj stroke v Sloveniji? Torej, jaz moram reči, da sem s tem, da sem zadovoljen, oziroma da sem zaposlen v Arboretumu v nekem privilegiranem položaju. To je namreč edina velika vrtnarska firma, ki je ostala pri življenju, ne. Vse ostale mestne vrtnarije so zdaj pravzaprav v zelo žalostnem položaju, glede na to, kakšne so bile pred 25 leti, ne. Takrat je bil to, bom rekel, tudi za vsako mesto nek center vrtnarskega znanja, tam so bili zaposleni pravzaprav vrtnarji, ki so bili šolani, ki so bili izučeni, ki so pravzaprav svojo stroko obvladali, ne. Danes se je vse skupaj razlobilo v 100 firm, ki ponujajo najcenejše storitve, poceni storitve pa lahko ponujaš, če imaš šefa, ki je diletant in pa izvajalce, ki so falirani študentje. To je pač taka žalostna usoda in pravzaprav v Arboretumu imamo to prednost, da nas je veliko in se tudi to, kar je inženirja, od drugega podpira. Tukaj smo iz različnih vrtov oziroma vetrov in pa tudi nekih poklicnih preferenc skupaj in moram reči, da zelo cenim pri tem kolektivu to, da se pri vseh stvareh, ko si pri nečem negotovo lahko posvetuješ s kolegom, ki ti bo brez neke ljubosumnosti stvar, bom rekel, pojasnil in zato je to zame v bistvu zelo dobra služba. Zaposlen si tam kot dendrolog, se pravi delovno mesto, ki je za gozdarja, se pravi poznavalca drevnine, okrasnih lesnatih velikih rastlin, da rečem tako. Kako si se znašel potem med tulipani, med poletnimi cvetlicami, knjigo, v katerih si pač napisal? Zakaj? Zakaj ta preskok? Ja, torej zdaj najprej treba povedati, da ko sem prišel jaz kot mladi inženir v Arboretum, ne, sem po 3 dneh ostal brez sape, ne, in sem rekel, jaz nimam kaj iskati, ne. Jaz nisem imel diplomo gozdarskega inženirja, ampak potem, kad priješ na področje okrasnega drevja, okrasnih grmovnic, mora začeti od začetka, ne. In to ne glede na to, ali si končal agronomijo, ali si končal gozdarstvo, pa kaj tretjega. In je bilo pravzaprav zame to eno tako obdobje zelo intenzivnega učenja, prva leta v Arboretumu in sem si pač s časoma nakopičil neko znanje o okrasni drevnini, ki je pač osnova mojega delovanja, ne. In to sem prej pravzaprav izpustil pri Arboretumu. Torej, Arboretum je bil od leta 1991 naprej zelo, bom rekel, se odprl navzven, ne, in na ta način je tudi pravzaprav to, kar nas je tam inženirja dobilo besedo, da lahko tudi v javnosti kaj za to področje pove, ne.
če delaš v neki firmi, ki v tega večera gledaš na uro, ne, bolj se to, da boš vse naredil ali pa da boš čim prej domov, pravzaprav nekaj tega veselja, da lahko pravzaprav v miru tudi nekam greš in kako besedo rečeš za svojo stroko. Ne. Tako da mi jaz bi rekel, tisto, kar je bilo letom največ naredil, je to, da je dejansko odprl in ta botanični park in pa tudi prišel v medije z vsemi, ki so pač tam zaposleni. Mogoče samo toliko za vmes. Arboretum je od leta 1952 naprej Arboretum kot družbena ustanova. Predtem je bil predhodno to tako imenovan Sovanov park od bogate družine trgovcev iz Ljubljane, kjer so imeli v tam poletno rezidenco in pa pač park. Država je leta 1952 to nacionalizirala, prejšnja država nacionalizirala, no in od osamosvojitve dalje je pač Arboretum organiziran kot javni zavod, se pravi v javnem interesu. Matjaž, kje nabiraš vse to znanje? Če sklepam, da si gozdar po predhodni izobrazbi, študiral si bolj drevesa, bolj to, odkje potem vse znanje, kje ga nabiraš, kje se izobražuješ? No, zdaj, čisto o vsaki zeli se ne da napisati članka ali poglavja v knjigi. Ne? Se pravi, so da gotovo neke rastline bolj, bo rekel, ne blizu, ampak pač imajo neko skupno zgodbo z ljudmi, že skozi daljše obdobje se da potem še kaj naprej zdrave. Ne? Torej, to, kar pišemo v rastlinah, je zato, ker to ljudje vidijo in si potem želijo, pač vse nekateri, to znanje razširiti. Ne? In je pač, če tako rečem, cvetlice imajo precej večjo privlačno moč, kot pa neko drevo v gozdu. Ne? Čeprav se da tudi njem povedati, samo tisti prvi pogled in pa neka ljubkost je pri cvetlici mnogo večja. Ne? Tako kot imajo živali v vsakem parku prednost pred rastlinami, ker če še tako bo bogat botanični vrt, otroci bodo najprej zapletili ribnikov, kjer bodo plavajo te račke. Ne? To je pač taka, bom rekel, hierarhija privlačnosti. Ne? In tukaj so vsekakor cvetlice med drevjem in živalmi. Kaj pa drugače, hodiš kaj v tujino, si bil kaj v tujini, na kakšnem strokovnem izobraževanju v vseh teh letih, ali po prebiranju literature, interneta, v parku slikaš, opazuješ rastline? No, jaz pravzaprav nisem nikoli bil kakšen poseben potovalec, ne, kot tudi nikoli nisem na takih plažah, bi se to lahko prvošel, da bi se mi poznalo. Ne. In sem pravzaprav večino tega znanja nabral v knjigah, ne, seveda zdaj v zadnjih 10 letih pa tudi po internetu, ko se ga enkrat naučiš uporabljati, je to zelo uporaben vir, ne, za začetnika pa zelo, bom rekel, zavajajoč. Tako da tukaj bi še rekel, da je prednost let, ne, če neko stvar delaš 20 let vztrajno, potem se fundu znanja nakopiči in se zelo, bom rekel, včasih od neznano, kje pojavi neka klep, to sem pa že enkrat nekaj prebral in lahko potem tisto uporabiš kot neko kondenzacijsko jedro, na katerega potem zgodbico napišeš. Se pravi, še to bi te opozoril, to, kar je oziroma popraviti ali opozoriti. To, kar jaz pišem, to ni znanost. Ne? To je pač poljubno pisanje o rastlinah, pri katerem si prizadevam, da bi stvar tudi strokovno ostala. Skratka, ne sadim oziroma ne prodajam bučke zato, da bi napolnil vrstice, ampak želim pač v tem tudi neko naravoslovno vsebino zapakirati, to nekaj, kar je morda lažje berljivo od nekega poročila ali pa strani v nekem strogim botaničnem učbeniku, kjer se dejansko stvari berejo, kot si rekel, ne? Dolžina, širina, število. No, jaz moram reči, jaz redno berem Nedeljo, ker mi je pač tak zabaven časnik za konec tedna. In vsak teden z zanimanjem pričakujem, kaj boš napisal, zato ker če delamo v stroki, potem si mogoče na momente tudi sit enih in istih, ali bom rekel, samo strokovnih člankov in je fino kdaj pogledati na to hortikulturno področje tudi z drugega zornega kota. Tako kot imaš vedno kakšne izreke oziroma kakšne pesmi, verze in tako naprej, da ni vedno vse podkrepljeno samo s strokovnimi izrazoslovjem, ampak da je v bistvu to tudi za laično javnost dojemanje okrasnih rastlin, ki so okrog nas, mogoče na malenkostno drugačen način. Predvsem bližji tistemu, ki je že nekako strokovno deformiran z načinom mišljenja, z nekim aparatom, ki ga je pač
in tekom študija pridobil. Ne. Pa predvsem se treba zavedati, da je večina naših sodržavljanov na tem področju, bom rekel, nevednih v tem smislu neke trdnejše izobrazbe. Ne. Če hočeš pač do njih priti, se treba prizadevati narediti to s preprostimi besedami, ki jih razumejo. Rekli smo, da si v Arboretumu zaposlen kot dendrolog, se pravi človek za področje drevnine. Kaj to zajema? Kakšno delovno mesto to sploh je? Kaj to pomeni za Arboretum kot javno ustanovo? Torej, to pomeni, da če ima kakšno vprašanje o drevesu, ga mora znati odgovoriti. Ne? Če ne, tisti hip pa čez 15 minut. Skratka, na tem področju pač treba biti toliko suveren, da veš, s čim imaš opravka, pa da znaš stvari napovedati, oceniti in tako naprej. Ne? In eden od recimo, vidikov te moje službe je tudi to, da me včasih pokličejo za to, da svetujem okrog nekega drevja, bodisi na zasebnih vrtovih, bodisi na javnem prostoru, in na ta način sem se potem tudi začel ukvarjati z arboristiko, ampak iz tal navzgor. Arborist je načeloma tisti, ki pleza po drevesu in tam gor dela red, ne? Tako da z tega področja sem preveč nespreten, da bi hotel biti arborist. Ne? Sem se pa seveda nekako potrudil, da sem si razčistil pojme o biologiji drevesa, pravzaprav o arborističnih ukrepih in o tem, kako lahko pravzaprav nekemu drevesu podaljša življenje, oziroma preceniš, da je stvar v prid javne varnosti najboljše čim prej podreti. Ne? Skratka, tukaj sem se nekako sam poskušal izobraziti in predvsem čutim veliko pomanjkanje arboristov v Sloveniji. Ne? Če govorimo zdaj o arboristu kot poklicu, je to ena od stvari, ki bi jo vsekakor želel v naslednjih 5 letih skupaj z vsemi šolami, ki tukaj smo in ste, postaviti en program, ki bi pravzaprav oborožil, to so glavne mladi fantje, pa tudi dekleta z enim naborom znanja, ki omogoča, da ti drevesu ne škodiš, če splezaš gor. Ker to, kar se v Sloveniji po letu 90 gleda, to je pravzaprav strokovni, nima besed. Ne? To je masakr brez vsake strokovne podkovanosti, tudi brez vsakega čuta za to, da imajo opravka ti žagarji z živim bitjem. To je narejeno brezčutno in predvsem tudi grdo in pa nevarno. To je drevesa, ki so tako obžagana, kot gledamo zdaj, ko ostanejo od drevesa samo še deblo, bodo čez 20 let na veliko odmetavale veje, ker se bodo veje lomile, ker to se ne more urasti na tako deblo in je pravzaprav to škoda trenutna in pa tudi dolgoročna. Ne? Tako da na tem področju dela z drevnino na javnem prostoru, s čimer se pravzaprav arboristika prvenstveno ukvarja, je še zelo veliko narediti. Ne? Pa nas ljudje velikokrat sentimentalni. Ne? To drevo tako staro ga pa ne boste pomagali. Predvsem nazaj, če mu bo veja padla na avto, bo spremenil mnenje. Ne? Če bo padla pa na nekoga od njegove družine, bo pa zelo druga stvar, bi rekel, se oglasila. In tukaj je treba pač imeti v glavi zmeri 3 vidike. Ne? Prvo je neki estetski učinek drevesa v mestu, ki pač drevo s svojo velikostjo ustvarja ambient, ustvarja pravzaprav mesto kot mesto tudi, ne? Poleg grajene arhitekture. Potem je treba gledati na varnost drevesa, na javnih krajih mora biti varna, torej treba je preprečiti, da bi se stvari lomile tako, da lahko reši, da se bodo lomile. Ne? In pa tretjič, treba razumeti, kako drevo živi, da sploh lahko pametno ukrepaš. Zdaj, tvoje delovno mesto je stacionirano v Arboretumu, hodiš tudi po terenu, zdaj pa si govoril o arboristiki in mestnih središčih. Greš daj tudi v mestna središča pogledati kaj, izdaš kakšno mnenje? Ja, torej to se redno dogaja. Ne? Torej napisati neko arboristično mnenje, pač pomeni, da moraš iti tja, če se da tudi tam s kom se pogovori, da sploh začutiš, o čem je problem. Potem je treba oceniti stanje in pa dati možnosti oziroma priporočila, kako ukrepati. Ne? Ker konec koncev za posledice slabega ravnanja z drevesom je kriv lastnik. Ne? In ko se bodo tudi na tem področju pa začele tožbe, bo naenkrat tudi malo več razumevanja za ta problem. Prej bi navil za neko to ameriško izdružljivost vsega, samo določene stvari se da predvideti. Ne? In tisti, ki jih noče videti, oziroma ki na to ni pozoren, lahko naredi kar precej gorja nekomu, ki se je čisto po naključju tam zdaj. Velika drevnina, velika drevesa, mogoče dostikrat pozabljamo, tukaj, ki so med nami, da so to dejansko živa bitja in da zahtevajo vsaj v mestnih središčih eno posebno nego.
Ja, predvsem je treba reči, da imamo tukaj eno predvsem neugodno dediščino, da so drevesa sadili ljudje, ki se na drevesa ne spoznajo. Ne? Torej, z lopato, štihalico so naredili luknjo, ustavili notranjo sadiko in potem je to raslo naprej. Bolj si, da je slabo raslo, je pa zraslo nekaj, kar je bistveno preveliko za prostor, ki je temu drevesu na razpolago. Ne? Tako da trenutno stanje po mestih je tako, da je pravzaprav zelo malo pravih dreves na pravih mestih. Bolje si, da so izbrana preobčutljiva vrste glede na tisti okoljski stres, glede na sol, glede na osončenost, glede na neko temperaturno obremenitev. Bolje si, da so stvari prevelike, ne, in to je bilo mogoče vedeti že pred 30-50 leti, ko se je stvar satila. Ne. In pa tudi tisto, kar je na huda hiba, izostaja njega v mladosti. Torej, drevo oblikuje škarjami, ne žago. Ne. In vsi ti, ki potem jovejo po občinah, da je treba drevo obžagati, ne, bi lahko pravzaprav drevo oblikovali takrat, ko so naredilo škarjami, ne, za stroške, ki so neprimerljivo nižji od tega, da nekdo, pa tudi če pride z gasilskim vozom in z motorko, prima prvi arboristi, ki je ostal vsem najmanj 10 dražji, kot pa to, kar bi lahko naredil vrtnar, nek krevni vrtnar, ki bi enkrat na leto šel okrog in s navadnimi vrtnimi škarjami problem rešil, preden se je razrasel. Rastline velikokrat, saj verjetno opažaš tudi ti, da jih ljudje dojemamo kot samoumevne, ne? Da so tukaj za nas, da so tukaj pač, da se bojo prilagodile, da se bojo navadile in da pač kar morajo živeti, tudi če jih obrežemo preveč. Ja, jaz bi pravzaprav se že spomnil na tisto nabrežje vrb ob Ljubljanci. Ne? Torej, tiste vrbe so bile absolutno prestare in že povsem trhle, zato da bi lahko pravzaprav varno tam dajale senco vsem tistim, ki so spali služili celo poletje. Ne? In kljub vsemu, ko so prvo vrbo tam začeli žagati, je bil revolt vse splošen. Ne? Hočem reči, tudi mestne oblasti so izjemno nespretne, ko treba nekaj pojasniti. Ne? Drevo ima svojo življenjsko dobo. Ne? In življenjska doba drevesa v mestu je težko več kot 80 let, da bo drevo še vedno lepo, zdravo in bom rekel, da bo tudi na pogled še nekaj pomenilo. Ne? In preprosto je treba drevesa zamenjevati, takrat, ko se bliža konec, se treba to lepo pospraviti in dati prostor novemu. In tukaj bi rad opozoril na to, ne? Mlado drevo še marsikaj zmore, staro drevo pa ne zmore skoraj nič. Ne? Staro drevo je tako kot star človek, vsako spremembo zelo, zelo slabo prenaša. In vsa ta asfaltiranja, vse te, bom rekel, spremembe nivojev okrog starih dreves, to vodi v direktno smrt. Direktno pa pri drevesih pomeni 10 do 15 let. Ne? To je tista odzivna doba, ko ti drevesu nekaj narediš od tega, da lahko reče, to je bila pa zame preveč. Ne? Ker drevesa pač živijo v stoletjih, ne pa v letih, kot ljudje. Tako da, kaj ne rečem, no? Z mladimi drevesi se premalo ukvarjamo in pa zelo delamo torej, starim drevesom, ki bi pravzaprav rabljajo dostojanstven mir, da lahko zaključijo svoj življenjski cikl, ali pa takrat, ko se začne tam okrog riti in uničevati rastno okolje, kjer njim predvsem, ne, se usmeri tudi drevesa in dati tisti milostni res pa napodreti. Matjaž, javnost Arboretum saj v zadnjih 20 letih zelo dojema kot mesto tulipanov, ali pa v zadnjih letih dinozavrov. Kar je za popularizacijo samega področja stroke super. Arboretum je še marsikaj več. Ne? Včasih, ko še meje niso bile tako odprte, kot so danes, so rastline s težavo prihajale iz celine na celino. Ne? Vemo, da imamo v Arboretumu morje tujerodne drevnine, kjer jo preizkušate, kjer jo opazujete, kjer jo ocenjujete. Kako zdaj to zgleda? A to zajema tudi tvoje delo? Torej, moje delo je tudi, da spremljam, pa mojih sodelavcev, da spremljamo, kako se posamezni osebki v zbirki torej, obnašajo. Seveda, cel park je inventariziran, se pravi, vsako država ima svojo številko in je vrisano in se pač na vsaka 3 leta najmanj obrnemo k njemu in povemo, kaj se z njim dogaja. Tako da pravzaprav imamo neko vodno evidenco, kaj se z našim fondom dogaja. Seveda, drevesa niso več v fokusu zanimanja, tudi v širšem prostoru ne, ker drevo je pravzaprav nekaj, kar posediš na velik vrt. Na te hišne domestke, kar se gradi po letu 90, ne, ko je okrog hiše 1,5 metra neke trave za pločnik in prostora za pločnik in malo zjenice, tega drevesa moraš posaditi. Ne, in pravzaprav zato, da pa neka stroka ostaja pri življenju, mora biti pa tudi nek denarni tok v zadnji.
Torej, mi lahko seveda skrbimo za drevesa, ki so jih posadili tisti, ki so bili pred nami tam, ne? Ampak dan danes se je zanimanje za drevnino preusmerilo iz dreves na grmovje. In to, če se da na tiste, rekel, miniaturne grmičke, ki jih pač ljudje lahko natlačijo v te nadomestne vrtove, na katerih morajo živeti. Ta travma ne treba živeti na vrtu, je pa seveda presenečenje zelo izrazita. In je, bom rekel, ta plat arboretuma, se pravi drevninska, ves čas sicer prezentna, vsi tam deloma se pač tega zavedamo, in zdaj pravzaprav otvorjeno tako tiho zakladnico, ki pa ustvarja prostor na ta način, da karkoli noter postaviš je zanimivo. Če postaviš noter tulipane, so tulipani neprimerno lepši, kot če bi posadil silikoruzne njive. Enako količino tulipanov enake njive. Če postaviš dinozaure, so mi všeč, ali niso všeč, dejansko pripeljejo nekaj 10,000 ljudi, zaradi česa lahko ta park vzdržujemo. Pravzaprav ti in tulipani in dinozauri niso tam zato, ker je biti tako strašno lepi, ampak zato, ker ljudi pritegnejo. In ti ljudje, ki so pritegnjeni, plačajo vstopnino, ne da bi se pritoževali. In to je pravzaprav način, kako se neka javna ustanova, kar Arboretum je, mi smo javni zavod, kako lahko preživi, ker sredstva od ustanovitelja za vzdrževanje tega so absolutno nezadostna. In jaz pač gledam na to nekako pragmatično. Dokler se z vsem tem cirkusom, ki ljudem všeč, ne dela škode na substanci parka, se pravi na drevju, na zasaditvah, pač to ne bo. Trava zraste na novo, tudi če jo steptaš do blata. Če te ne delaš pod drevesi. Mogoče samo toliko, arboretum je, arbor latinsko pomeni drevo, se pravi mesto, kjer naj bi hranili le drevnino, se pravi za preizkušanje, za opazovanje, kot neka narodna zbirka drevnine. Seveda pa pač v zadnjih letih zaradi preživetja in zaradi finančne situacije Arboretum kot javni zavod izvaja pač druge dejavnosti za to, da lahko normalno živi in dela. No, pa tukaj bi še dodal, tisto, kar pa Arboretum dela, Arboretum, se pravi drevninska zbirka, je pa ves čas tukaj in to pravzaprav še vedno dovolj zvedno vodimo, spremljamo in tudi stvari dosajamo. Čeprav to ni v prvi vrsti niti pozornosti, niti zanimanja ljudi, pravzaprav brez tega fundusa dreves ne bi to, kar smo. Na področju okrasne drevnine je vse tisto, kar uporabljamo v zasaditvah, bolj kot ne tujerodna drevnina, se pravi iz Amerike, iz Azije, Južne Evrope in tako naprej. Včasih so te rastline potovale zelo počasi. Kako ta promet z rastlinami izgleda danes? Če je kakšna novost, noviteta v Ameriki, kako si jo Arboretum izmenja, kupi, kako jo dobite, kako to poteka danes? V glavnem, med botaničnimi ustanovami je vedno možna izmenjava. Čeprav pri teh sortnih rastlinah, kar pač okrasna drevnina je, tega ne moš iz semena spraviti, se pač kupi mlade rastline. In po Evropi je dosti teh malih drevesničarjev, ki so specializirani za te redke taksone in tam dobiš vse, kar želiš in še mnogo več. Tako da ni težko danes dobiti, težje je potem to pravilno posaditi in vzdrževati, tako da iz tega potem tudi nekaj zraste. Ker s tem, ko si kupil, nisi naredil pravzaprav skoraj nič. V zadnjem letu ste v Arboretumu prenovili tudi rozarij, pa te bom zdaj vprašal, zakaj vrtnice? Po katerih si zdaj najbolj prepoznaven. Zakaj vrtnice? Vrtnice zato, ker sem leta 2002 dobil nalogo, da pripravim projekt prenove rozarija. In če sem se želel v neko stvar spustiti, sem si moral razjasniti pojme in si neko področje osvetliti. In mene vrtnice prej niso nikoli klicale, ukvarjaj se z nami. In se je zgodilo pa z njimi to, kar se mi je z veliko drugimi stvarmi. Ko se začneš z neko stvarjo poglobljeno ukvarjati, postane zmeraj bolj zanimiva. Več kot veš, bolj je stvar privlačna. In tako se je zgodilo s temi vrtnicami. Jaz sem pravzaprav v osnovi delal takrat projekt prenove starega rozarija, pač po svojih 30 oziroma 40 letih. In iz tistega, kar sem potem tam se naučil in preizkusil tudi na domačem vrtu, je nastala ta knjiga in potem sem postal nenadoma strokovnjak za vrtnice. Sem bi tako rekel, malo samokritično, da v želi slepih je eno oki kralj. Ampak, kaj ne rečem, toliko se ukvarja z njimi, da si pač upam res ljudem svetovati z mirno vestjo in z najboljšimi nameni in si skoraj lahko rečem, da bomo našli rešitev, če imajo ljudi radi vrtnice za vsako situacijo. Super. In zdaj od drevnine do
zelnatih rastlin, do zelnatih trajnic, do vrtnic. Kaj ti je najbolj všeč? Vsak namreč iz področja hortikulture, kolikor jaz poznam ljudi, pa kolikor jih poznam, ima neko svojo omiljeno skupino. Da človek napiše knjigo o vrtnicah, sklepam, da so ti prirasle res k srcu. No, sčasoma so mi tudi prirasli k srcu. Jaz bi rekel, da je to tako, kot oni stari zakoni, ko so mlade ljudi poročili in pol, ali so se razumeli, se pa niso. In včasih so se odlično razumeli, kljub temu, da niso naprej vedeli za skupaj. In podobno je s to vezo z vrtnicami in mano, postali so mi ljube in se bom zagotovo z njimi še ukvarjal. Pa tudi zato, ker konec koncev so zelo komunikativen del te rastlinske vrtne opreme, do njih ljudje niso ravnodušni, bolj si jih imajo radi ali jih pa ne marajo, taki, ki je bili mlačni pa skoraj ni. Tako da je tako hvaležno področje, da se z njimi ukvarjati, ker ljudje radi, tisti, ki so jim všeč in tih je res veliko, prisluhnejo in se pač pustijo. Zavzemajo posebno mesto, to sigurno. Z nami so na vseh praznovanjih tako ali drugačni ljudje. S komerkoli sem o teh dneh govoril, o tem današnjem dogodku, vejo, da pišeš, ampak da si pa napisal knjigo o vrtnicah, sem jaz vedel pred kratkim, ko sem začel o tebi brskati. Zato, saj v tistem krogu, s katerimi sem se pogovarjal jaz, si na veliko poznam po vrtnicah. Ja. To pač tako pride. Mislim, se tudi pogosto ljudje, ki se z nečim ukvarjajo poklicno pa pišejo, so postali znani po stvari, za katere sami nisem nikoli mislil, da so kaj posebnega. Tako da tisto, ko enkrat napišeš, bi potem svoje življenje, to nimaš več pa nekega vpliva. Očitno so vrtnice padle na tako mesto, da so ljudje po njih prepoznali. Vidite, morda samo z nečim ti že ostalo pojasniti. Torej, kar se tiče tehle cvetlic, v katerih pišem, to so v teh knjigah samo neke cvetlice, ki jih pač ljudje srečujejo na svojih sprehodih. In kot do zdaj sem bil pravzaprav tako popotnico, da gledam na gozd kot na neko življenjsko združbo. Se pravi, gozd zdaleč so samo drevesa, ampak tudi vse ostalo, kar v tej življenjski združbi živi. In tudi to, kar cveti in zeleni pri tleh, je pač del enega večjega ekosistema, ene večje rastlinske organizacije, ki se zna samo obnavljati. Leta 2004 si zašel na pedagoško področje, ki ti bolj všeč? Zdaj, pedagoško delo je pač zanimivo zato, ker se moraš pripraviti za tistih nekaj ur, ko predavaš, in jaz lažje delam stvari, ki so po etapah, kot pa neke zelo velike projekte hkrati. In iz tega stališča stvar všeč, poleg tega je tudi učiti nekaj, pri čemer ti ne mora biti dolgčas. Ker tisti trenutek, ko postane tebi dolgčas, je še tikrat bolj dolgčas tistim, ki te poslušajo. Se pravi, če želiš speljati neko uro tako, da boš tudi tem mladim ljudem, da mu nekaj ostalo, moraš pravzaprav se kar pošteno pripraviti in moraš biti zanimiv. Tako da ni mi težko biti pred dijaki oziroma temi višješolskimi študenti. Seveda je vse zahteva pa svojo pripravo. In predvsem pa sem tudi čisto tako radoveden, kdo prihaja na poklicno področje, ker sem se znašel. Tudi z tega stališča mi je stvar zanimiva. Sem v teh dneh, ki sem se pripravljal na ta pogovor, tudi z dvema študentoma govoril in zanimalo me je, kako oseba, kot si ti, zelo veliko pišeš, zelo veliko različnih področjih pokrivaš in kako te v bistvu študenti dojemajo. Dobil sem same pozitivne kritike o tvojem delu, o tvojem načinu predavanja, tako da to sploh ni kaj. Zanimalo me je, kako te mladi dojemajo, na kakšen način, enkrat te vidijo na televiziji, enkrat te slišijo na radiju, enkrat berejo članek recimo in potem si tam pred njimi. Zelo pozitivno, zelo pohvalno in pravijo, da nikdar ti ne zmanjka. No, zdaj bi jaz rekel, jaz sem pač prišel v to hortikulturo noter kot napredne zanimivost, ker so vsi strokovni predmeti, ki bi bil bolj poklican, pač čisto birokratske logike pridržani za agronome. Se pravi, če sem hotel predavati, sem imel na voljo to zanimivost in pravzaprav vse, kar se na vrtu zgodi, se zgodi znotraj nekih mer, znotraj nekega okvira in se da seveda potem tudi veliko povedati o tistem, o čemer lahko pravzaprav več povem, se pravi v rastlinah,
načinu sajenja, skratka, zelo veliko vrtnarskih vsebin lahko pravzaprav pri tem predmetu podam, pa ni to nasilno potisnjeno. Tako da to delam za veselje. Konec konca pa, če se človek nekaj nauči, vsej meni se ne zdi vredno to tiščati zase, ker od tega pravzaprav nihče nič nima. In konec konca znanje pa nas tudi nima dobene cene, tako da često znam tudi nima komu prodati. Matjaž, srečal si se z najrazličnejšimi ljudmi v svojem poklicnem delu, od mladih, ki si jih imel v Arboretumu kot učne skupine, do strokovnjakov, do v bistvu zaposlenih v javnem zavodu, do ljudi iz stroke, ne nazadnje iz kolegi učitelji, pa potem študenti. Kakšen po tvojem mnenju je razvoj te stroke, kakšna je nazadnje vrtna kultura pri nas, odnos do teh rastlin? Ne vem, če lahko tukaj dam nek tak odgovor, ki bo kaj dosti novega povedal. No? Jaz mislim, da v vrtnarstvu manjka neka tista bleščava, ki je v današnjem svetu pomembna, da ljudje hočejo se vrtom izkazati. Ne? Če recimo prej si omenil Sovana, ki je v Volšjem potoku kupil graščino, se pravi njegov oče, porodil vrt, ker je bil to takrat statusni simbol. Ne? Imeti urejen graščinski vrt je bilo nekaj takšna, kot danes ne vem, med 20 milijard na Sejšelih. Nekaj, kar je bilo, na kar so bili ljudje ponosni. Ne? In Sovan je bil pač tak vrste človek, tudi širok, da ni nikoli preprečeval drugim ljudem priti to pogledati. Ne? Se pravi, ta vrt tudi dokler je bil zaseben, je bil odprt za tiste, ki so se najavili in si šli stvar pogledati. Ne? In tukaj se je pa nas pač kultura zamenjala in tisti, ki imajo denar, da bi lahko imeli lepe vrtove, v glavnem zato, kaj dosti ne marijo. Skratka se s tem kaj dosti ne ukvarjajo in če bi bile stranke take visoko profilirane, bolj ambiciozne, bi cela stroka dobila več ugleda, ker se živimo pač v nekem stoletju videza. Ne? In tisti, ki so pač bogati, ustvarjajo konec koncev okus. In torej običajen Slovenec ima vrt za to, da se lahko senca usede, pa za zelenjavo, pa za jabolka. In to je to. In tukaj smo. In tudi kar nas na tem področju dela, pravzaprav ne moramo delati čudežev, kako tečejo, no, z vrtnarstvom, tem krajevskim vrtnarstvom, pa nas nišče ne moramo leteti. To je zelo, bom rekel, delovna intenzivna panoga in zelo, bom rekel, malo popraševanja po nekih storitvah, ki je bile kaj več kot po kositi travo, pa porezati čevljajo. To je res, minila so tista velika leta, ampak po drugi strani pa mnogi nam mogoče dajo, kako ne se izrazim, da ne bo narobe razumljeno, ampak da imamo po svoje tudi neki privilegij biti zunaj, delati z rastlinami, ne mogoče toliko z ljudmi. Vemo, da je z ljudmi težavno, včasih bolj, včasih manj. Delati z rastlinami je pa sigurno eno tako poslanstvo, ki ga ne dela vsak. Kdo jim pa brani, da še ne pridejo? Večina kadra, s katerim tudi mi v Arboretumu delamo, so ljudje, ki so preučeni iz drugih poklicev. Kar žalostno stanje te stroke je to, da pravzaprav vrtnarskega tehnika oziroma poklicnih vrtnarjev več nekaj ni več med mladimi ljudmi interesa zanje. Je seveda še interes za višje strokovne šole, ampak za tistega formiranega vrtnarja, ki je včasih prišel iz 3-letne pa 4-letne šole, tega pa več ni. In je pravzaprav težko govoriti o nekih zlatih letih, če ti nimaš tistih pravih operativcev, ki znajo stvar zgrabiti, ki se jim umazane roke in obleka ne upirajo in pa predvsem, ki znajo, ki razumejo, kaj delajo. Mislim, da danes, če greš v Švico delati kot vrtnar, dobiš kot začetnik plačo, ki je blizu 4000 frankom na mesec. Ampak tam je pač drugačno okolje. Pri nas je to čisto drugačno življenje. Ko govorimo o stroki, je namreč po pričanju kolegov z drugih šol, tudi na drugih področjih stroke, od strojništva, mehatronike in tako naprej, situacija zelo podobna. Da je tistih zagrizenih za stroko zelo malo, ali pa vedno manjši procent. Kaj je seveda za stroko slabo, ker kdor ne dela z veseljem, bo malo dosegel. Kdor pa dela z veseljem, pa tudi če ni najbolj nadarjen, bo pa z časoma lahko marsikaj ustvaril. In tudi samega sebe formiral. Tako da jaz bi rekel, da to pomanjkanje nekega odnosa do stvari, kateri si zapisal v življenje, jaz kar kot boleče občutim. In to je pravzaprav ne samo za te absolvente poklicnih šol, ampak tudi za inženirje zelo pogosto
doživeti in je to kar, mislim, poklepanko s takimi ljudmi opravka, ker so zapravili svoja leta, denar družbe, ki je investirala v njihovo izobraževanje in so popolnoma neperspektivni. Ne? Z stališča zaposlovalca, to, kar delajo oni, lahko naredi vsak gimnazijski maturat. Mogoče, da ne bova samo midva, bi povabil vse poslušalce, da seveda vprašate, karkoli vas zanima. Kolega Matjaž je zgovoren, zna dobro povedati, tako da lepo prosim kar z vprašanji, brez kakršnih koli zadržkov. Kaj se je pa zgodilo, da se zdaj kar naenkrat pojavlja toliko strokovnjakov s premalo strokovnosti? Kaj se je pa zgodilo? Zakaj pa je bilo včasih, so bili res pravi strokovnjaki na mestu? Kaj se je pa zdaj zgodilo? Ja, jaz bi rekel, včasih je bil v glavah red, ne, in se je pač predpostavljal, da si se za neko poklicno pot odločil, naredil v šolo in potem na tistem področju delal. Danes nam poveduje, da se moramo celo življenje izobraževati, in da moramo skozi menjati službe. Če si na vsakem področju na 5 let novinec, je težko, da boš pravzaprav tam zares suvereno nek širši proces obvladal. Sej neka specializirana dela lahko vsak hitro dojame, ampak pred nas je kljub samo en tak splet pravzaprav in znanja in pa tudi spretnosti. Ti moraš vedeti, kako se lopata prime, če zelo po domače rečem. A tega danes vrtnarji več ne vejo, ko končajo šolo? Nihče več ne konča šole, to je problem. A ja? Ja, ker ni interesa. Za poklicne šole vrtnarske je interes vsak. In to je pravzaprav dejstvo. Kdo je Matjaž Mastnak zasebno? Oče 2 srednješolcem, Ljubljančan? Ja, jaz bi rekel, da sem iz predmestja. Sem v Medvodah nekako svojo mladost preživel, ampak nikoli nisem se na Gorenjsko mogel zares urast, ker je to meni dokaj tuja. Da je še tega mentaliteta. Sem pač sin iz enega zakona primorsko-štajerskega in to z Gorenjsko nima posebej tako zelo skupnih točk. Pa te je prignala verjetno ljubezen tukaj gor? Ne, starši so se preselili, ko sem še otrok, sem pač prišel zraven, tako kot kuško pripeleš nekam, se preseliš. Izvolite naprej. Gospod ste prej hotel vprašati. Ja. Kar, izvolite. Povedali ste, da ima vaš škavi uporabljati kot žanr. Je to nekak odnos sadno po krasno drevje, ali ste mislili samo na sadno? Jaz sem mislil na okrasno drevje, ker sadno drevje pa pravzaprav mora živeti v nekem obsednem stanju, da da čim več plodov od sebe. Torej, pri sadnem drevju se pa jaz ne morem izrekati, ker sadjar nisem. Pri sadnem drevju je pa mnogo več ukrepanja in tista drevesa pač tudi na pogled niso nikoli taka kot neka lipa sredi trga. Imajo drugačen namen. Je mnogo bolj intenzivno gospodarjenje s sadnim drevesi, kot pa z okrasnimi. Se pravi, tudi okrasne drevje ili pustite, da raste po svoje? Predvsem je to z drevjem nekaj podobnega kot pri otrokih. Tega moraš usmerjati. Ne moreš pravzaprav tistega, kar je nekomu dano, bistveno spremeniti, lahko ga pa usmerjaš. In pri drevesu si pač želimo ustvariti drevo, ki bo eno osno, ki ne bo imelo nekih nevarnih točk, nekih napačno vrašenih vej, prestrmnih kotov. Skratka, škarami oblikujemo obliko drevesa, da bo čim bolj simetrična. Zato, ker taka drevesa so najbolj stabilna in tudi po videzu najlepša. In to se dejansko da vse narediti škarami takrat, ko drevo raste. Sadno drevje je pa druga zgodba, tam pa se ne more istega bakla uporabiti. Matjaž, zdaj, ki je gospod o okrasnem drevju začel, omenil si, ko sva govorila tudi, da Arboretum dela na terenu, da tudi v Snežniku, da delaš tudi elaborate, pišeš strokovna mnenja. Kaj je to, kako to izgleda? Torej, to so vsekakor lepe naloge, ker recimo nekaj velikih teh parkovno-rejnih površin ostalo v državni lasti. In to, kar ostalo v državni lasti, je trenutno pod skrbjo Ministrstva za kulturo in to nekako pripade potem nam, če imajo denar za vzdrževanje, da pripravimo vse projekte, samo izvedemo potem že stvar druge odločitve.
In če hočeš kjerkoli začeti delati, treba ugotoviti stanje, dati neko oceno in priporočila, kaj narediti. Ne? In tako recimo je bilo na tem Stežiškem parku v zadnjih 10 letih res veliko narejenega, ne? Tudi sajenega na novo, obnavljanega, torej drevesa očiščena, suhih vej in deloma je ta obseg dela prišel tudi zaradi žleda, ne? Ki je naredil pravzaprav zelo veliko škode na starem drevju. Potem en tak velik projekt je bil letos v Lipici, kjer so obnavljali drevorede in tam se je pač je bilo treba ugotoviti stanje, se odločiti, kaj ostane, kaj se da z arboristiku rešiti, kaj treba posekati in kaj treba saditi na novo. In tam se moraš pač pred vsakim drevesom ustaviti, ga pogledati, se z njim pogovoriti, če tako rečem, in pač to napisati. Ali ima mogoče Arboretum kot javna ustanova tukaj eno tako, bom rekel, siva eminenca, ki daje neke usmeritve, globalne usmeritve za našo državo? Kam bo to šlo in kako bomo varovali to naravno in kulturno dediščino? Torej, mi nimamo dobene formalne moči, ne. Seveda se pa jaz, če me kdorkoli priča po telefonu, potrudim dati odgovor po svoji najboljši vesti, ne. In vsekakor smo neka hortikulturna ustanova, ki ima določen ugled in se tega tudi zavedamo, pač tako da skušamo širiti take informacije, za katerimi stojimo. Ne vsega videti skozi zaslužek, ne, kar je pač zelo pogost način gledanja dan danes, ampak tudi na nek dolgoročni učinek. Govorila sva tudi z direktorjem že pred časom, zelo podpira tvoje delo, kar se tiče pač publiciranja v javnosti, nastopanja v javnosti. Kakšen odnos ima ta z njim, če si tam kot dendrolog, potem se pojavljaš povsod okrog s članki, kako ti znese, po domače povedano, vse to napisati? Ja, to so pa večeri, ne? Mislim, seveda tudi tako, če se z določeno stvarjo v službi ukvarjaš, moraš tudi si v službi kakšno stvar razčistiti, ne? In če si nekje pač videl en sklop informacij, za katere začutiš, da si da različen članek, seveda potem tisto lahko razširim, ne? Ampak v glavnem so večeri za to, da kaj preberem in kaj napišem in veliko olajšanje mi je bilo pač neko dogajanje pred toliko leti, ko sem dal televizor od hiše in je nenadoma postal dan daljši, ne? Še danes ste brez? Ja, smo brez, ja. Kolegica, ki je iz krajevne skupnosti Volčji Potok, s katero sem se tudi pogovarjala na to temo, sem se kar zelo drugače pozanimal. Pravi, da imate tudi arboretum z lokalno skupnostjo, krajevno skupnostjo tam okrog neko posebno vez, nek odnos, kamor ljudje prihajajo, pomagajo so in po žledu, prihajajo in na tvoja strokovna vodstva, ki jih imaš vsako leto. Kakšen je pa ta odnos z lokalci tam okrog? Jaz mislim, da je ta odnos moder, ne. Mislim, da je pač s prvim sosedom se zelo dobro razumeti, ne, in se pač tudi z njim pogovarjati. In če vsako leto povabimo mi pomladi vse te Volčane v Volčji Potok, na eno vodenje, na eno predavanje, pa jim razdelimo tudi letne karte, zato da nam ne delajo lukenj v ograji, to bo res tako korist, ne. Zato, ker pač ni treba potem popravljati ograje, pa zato, ker imaš tudi nekega mejaša, ki te potem lahko tudi te opozori, če se kaj takega čudnega dogaja, ne. Predvsem pa mislim, da je tam, kjer je veliko mejašev in arboretov, je pač veliko stanova in se z veliko ljudmi lahko zgodijo neke take situacije konfliktne, je zelo dobro biti z njimi v človeških odnosih, ne. Osnovni človeški odnos pa, da se ti pogovarjaš. In zato pač dejansko vsako leto povabimo vse Volčane na obisk, ne, in tudi prispevamo posebej letne vstopnice, ki brajo za njih, ne sicer za njihove sorodnike, ampak za njih pa že. Prej sem načel temo, kako si ti kot zasebno, oče dveh srednješolskih fantov, poročen. Kaj delaš v prostem času, iz kje črpaš, da to vse lahko napišeš, odpredavaš? S čim se polniš? Da nimam dobene skrbi, da imam prosti čas, ne? Zato, ker imam pa tisto srečo v službi, da delam na nekem področju, ki me pač iskreno zanima, ne? In mi delo ni v breme, ampak nekaj, kar se tudi za mojim delom po službi pravzaprav dopolnjuje in doben zaradi tega nima manj, ne? Veliko knjig je na svetu, ne? In takrat, ko smo dobili tiste certifikate, ne vem, če si biti tega deležen, ne? Še? Ja, ko so mi prvič poslali davek na nekaj, kar ni prinašalo nobenega dobička, sem v besu tisto tako razprodal in sem nakupil knjige, ne?
in sem pač ustvaril eno tako polico orov strokovnih knjig, ki so mi pravzaprav dale kar precej materijala za tisto prvo strokovno formiranje na področju te okrasne dendrologije. In da ti dajo vir in navdih za naprej. Ja, jaz mislim, da seveda je zelo fajn brskati po internetu. Marsikaj se na internetu najde, ampak tisto, kar tam največ treba je nekaj dati. Ne? In je fajn, da obstaja neka čvrsta podlaga že iz knjig. To je pač moj pogled na zadevo. Sprašujem te to zaradi tega, ker Slovenija kot majhno tržišče, majhno področje, seveda po drugi strani moramo še toliko več, mogoče dati od sebe, ravno zaradi tega, ampak če pokrivaš samo določeno področje, imam občutek, da zelo hitro izčrpaš. Da postane mogoče zelo hitro dolgčas. No, jaz mislim, da narava pač ni izčrpljiva tako na hitro. Ne? Poleg tega si prej rekel, da če delaš z ljudmi, da so vedno problemi, ne? Ampak druga plat tiste stvari pa je, da nikoli ni dolgčas. Ne? Ker kakršnekoli so izkušnje z ljudmi, pravzaprav vedno znova se določene stvari odpirajo in pač tudi človeška kultura ima dimenzije, velikokrat posebej tudi v preteklost, ker se marsikaj, kar se dogaja danes, lahko malo osvetli, pa pojasni s tem, kaj se je včasih dogajalo, ko so ljudje razumeli svet, ne, oziroma ko so živeli. Tako da mislim, da na tem področju, pravzaprav sem jaz predstavljena zlasti s temi članki v Nedelu na nekem področju, se pravi etnobotanike, se pravi prepletanja botanike z nekimi kulturnimi vsebinami. Ne. Konec koncev, jaz ne vem, kaj še noben tukaj ni žvižgal, ne. Skušam biti tudi določene mere skromen, da ne dajem nekih takih preostrih sodb v področjih, ker nisem končal šole, no, ampak zdi se mi, no, da se da tukaj res toliko gradiva na ples, da mi ne bo zmanjkalo, no, dokler bo ljudem všeč. Vprašam to zaradi tega, ker kot si rekel etnobotanika, povezovanje v bistvu ljudskega izročila z rastlinami, vsak teden kolumno napisati, sem že jaz poleti, ko je bila predstavitev v Arboretumu, tvojih knjig, sem že jaz pomislil, da je to kar zelo hud tempo za pisanje. Ja, zdaj, če želiš številke, so to 3 večeri, ne? 2 večera, da nabereš material, in večer, da napišeš. Matjaž, prej smo povedali nekaj o vrtnicah, pa so nekateri prišli kasneje, ker smo se pač mi pred samim začetkom že pogovarjali. Zakaj so vrtnice, te bom pač čisto osebno z tvojega zornega kota, zakaj so tako nekaj posebnega? No? Zakaj? V kulturi se nam pojavljajo, o njih se piše, največ jih uporabljamo. A dejansko so uporabne za zasaditve v našem klimatskem pasu? Razlagal si namreč nekaj o ekoloških vrstah. Zdaj tako je, ne? Včasih so ljudje imeli na vrtovih tisto, s čim je bilo preveč dela. Ne? Če si še predstavljamo 100 let nazaj eno kmečko žensko, ne, ki je imela dela od jutra do noči, ni imela krasnega vrta, zato da bi tam, bom rekel, premišljevala, ki bi imela eno tajnico, pa ki je imela uno smrekico. Ne. Ampak so ženske imele po vrtovih to, kar si posadili in raslo samo. Ne. In tudi, kar je bilo včasih vrtnic po deželi na vrtovih, so rasli zelo zadovoljno, brez škropljenja, ne, in so zelo lepo cvetele junija, kasneje pa mogoče niti več ne. In se od vrtnic ni pričakovala, da bodo tako kot danes ženski videti kot 20-letnice, tudi kot imajo 70. Ne? Hočem reči, narava ima svoj ritem in če ga ti pravzaprav, če se z njim ne obremenjuješ in mu pustiš, da to je, so vrtnice lahko zelo zdrave in so čudovite takrat, ko cvetijo, kasneje pa je na njih listja. Ne? Čim smo pa mi začeli vrtnarji vzgajati vrtnice, ki cvetijo celo poletje, smo pa seveda stvar zakomplicirali, ker skupaj s to večjo cvetivostjo je prišla tudi dovzetnost za bolezni. In šele letno po letu 1990 so pravzaprav načrtno začeli prihajati na tržišče sorte, ki jih ni potrebno škropiti. To je pravzaprav povratek nazaj k naravi, predvsem zato, ker so postala škropljiva težje dostopna kot so naprej. Prenovili ste rozarij v Arboretumu, planirate v letošnjem letu zaradi tega kakšne posebne dogodke, da boste to predstavili javnosti, kaj ste naredili, na kakšen način, po sortah? Torej, mi smo dejansko rozarij temeljito razširili, predvsem pa se s tem pripravljamo na Svetovni vrtničarski kongres, ki bo leta 2017. To bo sicer regionalni kongres za vzhodno polovico Evrope in smo pač želeli tudi to nekako zapisati v Arboretum s tem, da smo rožni vrt res temeljito razširili in si tudi prizadevamo staviti na tiste vrtnice, ki živijo brez kemije oziroma z manj nekimi
z manj nekih kemičnih sredstev. Ne. Tako da pač bilo je na tako, kar se gospodarjenja tiče, dosti uspešno leto, bil je denar in smo si pač lahko privoščili te vrtnice posaditi. Ne. Za kako velik dogodek to gre? Ja, pravzaprav tega kongresa za vzhodni del Evrope še ni bilo. Ne. Tako da bo prvi in tu se pričakuje tam nekje okrog 200 ljudi, ki bodo prišli za to v Slovenijo. Ne. Pridejo žlahtnitelji, To je, žlahtnitelji morda niti ne, pridejo posamezni vrtnarji iz teh žlahtiteljskih firm, ne. Drugače je pa to en tak specialni turizem za ljubitelje vrtnic. Ne. Zelo mešana družba, neki je starejši gospa, ki jim je pač to življenjska strast, da grejo pogledati, kakšne so vrtnice po svetu. Ne. Veliko je ljudi, ki se s tem ukvarjajo ljubiteljsko in želijo pač znanje dopolniti, ustvarjati določene povezave, spoznati ljudi. Ne. Nekaj je pa tudi te strokovne publike, ki se ti omenjajo, skratka ljudi, ki od vrtnice živijo. Da so potem neka predavanja, verjetno predstavitve, kakšnih novitet, sklepam. Tudi, pa videti, kako pravzaprav ljudje stvar razumejo. Ne. Hočem reči, onstran železne zavese je bila tudi informacijska blokada. Ne. Se pravi, kaj se je dogajalo vzhodno od nas na področju vrtnic, pravzaprav ne vemo ne mi, ne vejo ne zahodnjaki, ker je bil pač svet zaprt. In to ni bila vrtniča puščava, torej produkcija pa sicer manjša kot na zahodu, ampak marsikaj zanimivega je tukaj nastalo in smo si pri tej širitvi arboretuma, torej rožnega vrta arboretumu, tudi želeli pokazati, kaj je vzhodna Evropa v zadnjih 50 letih proizvedla na žlahtnila na področju vrtnic. Tako da imamo en tak namen pravzaprav odpreti se tudi v vzhodnemu svetu in pokazati, kaj je tukaj nastalo. Kaj imajo kaj za pokazati? Veliko? Veliko. Torej, bilo je dosti tega nažlahtnjenega, zlasti recimo na Češkem. Veliko torej, bom rekel, da severno od nas so vse nacije bile dokaj produktivne. Imeli so veliko ljudi, ki so s tem ukvarjali in so tudi veliko novih sort naredile. Ne. Je pa seveda res, da je tudi njih ta tranzicija politično oddaljena po glavi in je bil pravzaprav en tak čas, en čas vakuma. Ne. In zdaj so pravzaprav zopet samozavestno stopili naprej s svojimi rožnimi deteti, medtem ko nekaj časa je bil pa pravzaprav en tako zatišje, ko so tem ni dali tudi nič svedeti. In skušamo pravzaprav na ta način biti tudi zanimivejši za ljudi iz zahoda, ki jim želijo pokazati vrtnice, ki jih še niso videli. In koliko novih sort bo zacvetelo spomladi v arboretumu? No, tega bo kar precej. No. Torej, samo v Rozariju bo teh sort 300 novih. Ne. Tako da je to zalogaj. Na obstoječih? Na obstoječih 250. 550. Ja. Ob tem, da imamo tudi na travniku od spodaj pa še malo drugačnih zasaditvah, neformalnih, tudi še kar nekaj vrtnic posajenih, tudi načrte še posaditi. Skratka, središče arboretuma so vrtnice zanimive, ker naredijo zanimiv mesec junij. Ne. Ko je enkrat konec maja, se interes za naš park zmanjša. Ne. Bližje kot so počitnice, manj ljudi k nam. In vrtnice so kljub vsemu en tak dokaj močen program za junijske obiske in seveda tudi poletne, samo dejstvo je, da julija in avgusta imamo en tak močen padec obiska. In tudi to želimo nekako zmanjšati s tem, da bi nam pokazali, da so splača tudi zaradi vrtnic prijatelji poletnih. Kakšne imate kaj načrte za delo vnaprej v arboretumu? Kaj vas čaka? Ja, torej, kaj nas čaka, ne vemo. Ne. Torej, želimo se nekako pripraviti na leta, da bo državnega denarja še manj. Ne. In zdaj, ko je pač bilo nekaj takih malo ugodnejših sezon, želimo skoristi za to, da pripravimo infrastrukturo za naslednjih 20 let. In ena od teh stvari je tudi nov vstopni objekt, ki je na papirju že tako rekoč požegnan, ne, in ga bomo v letošnjem letu postavili. Ne želim, da sva pragmatična, ampak samo tvoje mnenje želim slišati, kam misliš, da gremo s to stroko, z razvojem te stroke pri nas in tudi v svetu v nadaljnjih 20 letih? Ja, jaz bi rekel, da je vrtnarstvo pravzaprav zelo široko področje, ne, in da po segmentih ima verjetno vsak del drugačno prihodnost za pričakovati. Ta ukrajinsko vrtnarstvo, s katerim sem pač jaz najbolj povezan, mislim, da ima še kar nekaj let stagnacije pred seboj. Ne.
Predvsem zato, ker je odvisno in od tega, koliko imajo ljudje pod palcem, in pa tudi od njihove neke duhovne ambicije, da želijo nekaj svojega vrta narediti, ki pa pri nas ni zelo močno poudarjena. Tako da jaz ne vidim nekega takega skupnega razvoja, ljubiteljev, ki imajo rastline radi, je pa veliko. In njihov širok pa dejansko raste. Lahko se jaz nekaj vprašam. Kakšna je pa ekološka osveščenost med vrtnarji nasploh? Vi omenjate pri vrtnicah, da včasih so vsi verjeli, da jih je treba špricati, vi pravite, da se jih lahko ekološko pridela. Kje še so te slepa varovanja, da je potrebno uporabljati pesticide in kemična gnojila, ki jih v resnici ni? Jaz mislim, da je to stvar generacijske zamenjave. Torej, starejše vrtnarje so pač tega vajeni in to je njihov svet, v katerem jih zelo veliko razmišlja. Medtem ko mlajše generacije, pa, ki vstopajo v vrtnarjenje z neko ambicijo, da si bodo pridelovali na svojem vrtičku zdravo hrano, pa so seveda vse bolj občutljive na to, kako je stvar gor zrasla. Tako da jaz mislim, da imamo zdaj eno tako dve kolesnici, po katerih vrtnarjenje poteka. Po eni strani je ta konvencionalna varianta, pride sovražnik, vzame puško in ga ustreliš, po drugi strani so pa tudi vse več nekih naravnih sredstev, kjer pač rastline krepiš in takrat, ko se tudi z neko boleznijo spopadeš, ne misliš, da moraš vse do konca poradirati, ampak je dovolj, če samo zaustaviš, čisto kar se že zgodilo. Kako pa vpliva uporaba pesticidov, pa kemičnih gnojil in na prst in na neko vitalnost, energijo rastline potem? Jaz sem kljub vsemu v nekem pozitivizmu iz šole inženirja in težko govorim o nekih energijah. Lahko pa seveda govorim o tem, da... Ali pa hranilne vrednosti. Ja, to se da pa preveriti. Zdaj, vi lahko z umetnim gnojenjem zelo hitro proizvedete veliko predelka, ki je pa gotovo bolj voden, če rečem po domaču, tistega, ki je rastel v težjih razmerah. In zdaj, zakaj jemo? Zato, da se pač nek volumen napolnimo, zato, ker bi raje dobili hrano, ki je kakovostna. Tukaj, jaz mislim, da se da zelo kakovostno zelenjavo na domačem vrtu pridelati res na bio način, s komposti in tako naprej, ne da je bilo treba zaradi tega delati promet nekim multinacionalkam. Medtem ko tisti, ki pa živijo od prodaje pridelkov, pač morajo imeti zagotovljen odkup. In tukaj je pa večina potrošnikov, ki nimajo izkušenj z lastnim vrtom, izjemno, kako rečem, neusmiljenih. Če ima stvar pika, pa ne vzamejo. In bo rekel, najboljša šola je dejansko, da imaš ti lastni vrt in vidiš, da je pravzaprav tistih nekaj pik na solati, nekaj, kar lahko z nožičkom odrežeš in lahko preostanek poveš z velikim veseljem. Bom tako vprašal, če sem vprašal, kje vidiš razvoj stroke ali razvoj arboretuma, kje vidiš razvoj svoje kariere, kaj boš počel v nadaljnjih 20 letih? Nisem nikoli v svojem življenju delal take kariere, ki bi si pisal točke, rekel, to bom pa dosegel. Sem se pustil malo nositi toku in mi zdaj kakšen da dolg. Tako da seveda bi želel imeti v prihodnjem morda nekoliko več časa za kakšne študije, stvari, področji, ki me zanimajo. Ampak da bi pa naredil to kot neke točke, ki bomo to izpolnjeval, pa ne. Skratka, pustim se tudi voditi kakšnim takim priložnosti, ki se bodo morda pojavile, pa niti ne vem, da me še kaj čakajo. Ob tej priliki bi se ti najlepše zahvalil za ta večer. Jaz upam, da sva tvoje delo na različnih področjih stroke za poslušalce osvetlila do te mere, da bo se zanimanje za tvoje pisanje še povečalo, če temu lahko tako rečem. Tako da hvala lepa, ker si bil moj gost v tem prvem večeru. Nedvomno eden izmed plodovitejših piscev na področju stroke, kar me, tako kot sem povedal na začetku, izredno veseli, da te poznam in se ti najlepše zahvaljujem. Ja, z velikim veseljem sem prišel, upam, da so tudi obiskovalci imeli kakšno tako, da jim je dolg čas, ko se mi tako vneto pogovarjali. Ne bi rad prekinil, rad bi samo pač zaključil. To je bil pač prvi v nizu predstavitve zelenih poklicev. Seveda so še drugi poklici, tako kot sem povedal na začetku, od vrtnarjev, naravovarstvenikov, okoljevarstvenikov, komunalcev in tako dalje. Poklici, pred katerimi nedvomno
je velik izziv zaradi vseh dejavnikov, ki so pač v okolju, pa naj si bo to od pesticidov, pridelave zdrave hrane, ekološke hrane, do nenazadnje čezatlantskega sporazuma z Ameriko. Veliko izzivov nas čaka, veliko težav, ki jih bomo mogli prebroditi skupaj s stroko, skupaj z znanostjo. Niso enostavni, zaradi tega, ker to, vsaj prehranska varnost, zadeva 7 milijard ljudi, ne samo ene peščice. In seveda to so izzivi, ki nas čakajo v nadaljnjih 10-20 letih. To mogoče samo za zaključek. Jaz se ti še enkrat najlepše zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi vam za pozornost, za obisk. Naslednji tak večer imamo 23. februarja, kjer bo naš gost dr. Peter Skoberne, naravovarstvenik in direktor Triglavskega narodnega parka. Hvala lepa za ta formalni del. Zdaj absolutno še ostajava z Matjažem tukaj za kakršnakoli vprašanja na voljo. Hvala lepa.